Cepljenje je po mojem mnenju zagotovo eno največjih odkritij v zgodovini medicine. Sploh se mi zdi hecen argument, ki ga dostikrat slišim, da vneseš kakšno živo srebro. In mogoče se mi zdi tako kar malo dvolična ta izjava, glede na to, kako živimo. Kadimo, pijemo alkohol, jemo slabo hrano, hodimo na geliš nohte, na botoks, na filerje, barvamo lase, ne uporabljamo kozmetiko, kremice. Tam se noben ne vpraša, ali pa prehranska dopolnila, nazadnje. Ravno to je zanimivo, da se pravi, jaz jih vprašam, kaj vas skrbi. In dejansko redko kdaj pridem do enega konkretnega pomisleka. Priljubljena pediatrinja Vlasta Kunaver iz zdravstvenega doma Kamnik po skoraj 3 desetletjih izkušenj o eni najbolj perečih tem v medicini. Še nekaj generacij nazaj mame, ki so imele veliko otrok, niso mogle biti povsem prepričane, da bojo vsi njihovi otroci doživeli polnoletnost. Moramo biti hvaležni za to, da se nam danes z celo vrsto bolezni ni treba več obremenjevati. Družinska zdravnica Maja Kolšek-Šušteršič, ki posebno pozornost namenja skrbi za starostnike. Jaz sem recimo delala po zaključenem študiju 3 mesece v Afriki. Tam še vedno vidiš izbruhe raznih bolezni, ki jih tukaj sploh poznamo, otroke ali pa mladostnike, ki imajo posledice poliomielitisa. Take stvari, ki si jih tle sploh ne predstavljamo. In oni v bistvu bi bili pa hvaležni, če bi bilo cepljenje za njih dostopno. In docentka doktorica Nina Graseli-Kmet, infektologinja in intenzivistka z infekcijske klinike UKC Ljubljana, o tem, zakaj se pomen cepljenja kljub nedvomno dokazanemu uspehu v razvitem svetu vse bolj izgublja iz kolektivnega spomina. Proti HPV ima Norveška 90% deklet precepljenih. Ampak kaj pa ti misliš, zakaj so take razlike med državami? Severna Evropa, čisto drugače to gledajo, čisto drugače to sprejemajo, in svoje zdravje in tudi drugačno edukacijo imajo. Oni so pravzaprav naprej v preventivi tudi kardiovaskularnih bolezni, kar se tiče prehrane. Zakaj je do cepljenja danes več zadržkov? Kaj starše in odrasle v resnici skrbi? Kakšno vlogo imajo dezinformacije in kako pomemben je dialog med zdravnikom in bolnikom? Jaz mislim, da je dober. Jaz sem cepljena, moji so cepljeni. Cepljenje je zgodba o uspehu, zdravstva globalno, sigurno. Živijo, pozdravljene. Danes zelo vesela, da smo se zbrali tlele. Zdravnice 3 različnih profilov, pa v bistvu z isto agendo. Malo se pogovoriti o cepljenju. Cepljenje je po mojem mnenju zagotovo eno največjih odkritij v zgodovini medicine, zaradi tega, ker je v bistvu najboljši biološki ukrep za preprečevanje nalezljivih bolezni. Maja, ti prihajaš iz primarnega nivoja, si družinska zdravnica. Mogoče še kakšno besedo o sebi? Jaz sem Maja Kolšek-Šušteršič, prihajam iz ambulante KUS, ki deluje v središču Ljubljane, in tudi delim tvoje mnenje, v bistvu, da je cepljenje eno največjih odkritij in da v zadnjih letih ali pa, v bistvu nekako pozabljamo, kakšno vrednost bi to moglo imeti. Kolegica Kunaver. Jaz sem pa Vlasta Kunaver, pediatrinja iz Kamniškega zdravstvenega doma. Delim vajno mnenje o cepljenju. Itak, seveda, to je v bistvu nekaj, kar smo sigurno ljudje na področju zdravja največ naredili zase. In včasih mislim, da pozabimo na to veliko vrednost, na to, kako zelo nam je izboljšalo cepljenje, kako zelo spremenilo, kako zelo veliko bolj brez skrbi smo lahko danes sami, pa kot starši tudi. Tako da, hvaležna, da imamo cepljenje. Jaz sebe še nisem predstavila, jaz sem drugače Nina Graseli-Kmet, sem specialistka infektologije in intenzivne medicine. Sem pa tudi vodja cepilnega centra v UKC Ljubljana. Včasih se kdo vpraša, kakšno vezo ima zdaj intenzivna medicina
z cepljenjem, ki je zelo tak primaren ukrep preprečevanja bolezni, ampak v bistvu vedno odgovorim, da ima zelo veliko, ne? Ker mi moramo res začeti tam na začetku, da preprečimo pravzaprav hujše oblike bolezni, da preprečimo sprejeme v bolnišnicah in v bistvu ne nazadnje mi bi lahko ogromno enih sprejemov tudi v enoto intenzivne terapije lahko preprečili tako med otroci, kakor tudi med odraslimi. Malo sem pogledala podatke NIJZ-ja, ko smo govorili o spominu, pa mogoče o pozabi, ne. Kaj se je pravzaprav zgodilo s temi najbolj včasih pogostimi otroškimi boleznimi, odkar smo uvedli cepljenje, recimo tetanusa med otroci smo imeli leta 50 še 83 primerov, ne. Sicer tetanus se še vedno pojavlja, ampak to samo pri starejši populaciji v zadnjih 2 letih tudi med starejšimi nismo imeli recimo nobenega več, ne. Pa tudi na primer otroška paraliza, še 250 primerov pred 50 leti. Zdaj zadnji primeri otroške paralize v Sloveniji so bili leta 1978, to bo že skoraj 50 let, ne. Kako mogoče kot pediatrinja gledate na te podatke? Ja, jaz bi rekla tako kot mama in kot pediatrinja. Jaz mislim, da tako kot sem prej rekla, moramo biti hvaležni za to, ne? Moramo biti hvaležni za to, da se nam danes z celo vrsto bolezni ni treba več obremenjevati, vsaj v takem eksistenčnem smislu, ne? Še nekaj generacij nazaj mame, ki so imele veliko otrok, niso mogle biti povsem prepričane, da bojo vsi njihovi otroci doživeli polnoletnost. A ne, to so stvari, ki so danes z današnjim gledanjem na zdravje otrok čisto nepredstavljive. Danes je cela drama že nahod, malo kašlja, nizko povišana temperatura, a ne. Danes si težko predstavljamo te situacije, težko si predstavljamo stiske staršev, v kakršnih so bili. Tako da, ja, kot mama in kot pediatrinja zelo, zelo hvaležna, da je tako, kot je. Ja. Mislim, da je prav, da se večkrat nas spomnimo, pa da se zavedamo, koliko dobro orodje imamo, da lahko živimo na tak način, kot danes živimo. Seveda tudi potujemo in vse nekako dosti brez skrbi. Ja, lih to sem jaz v bistvu tudi mogoče hotela reči, da mi je zanimivo, a ne, v bistvu koliko odpora je do cepljenja, ne, pri čemer pač imamo veliko boljše pogoje za življenje, tudi na račun tega, seveda, tudi vsega ostalega, kar razviti svet nosi. Jaz sem recimo delala po zaključenem študiju 3 mesece v Afriki, v Zambiji, v okviru sekcije za tropsko in potovalno medicino in tam pa to ni tako samoumevno, ne. Tam še vedno vidiš izbruhe raznih bolezni, ki jih tukaj sploh poznamo, ne, otroke ali pa mladostnike, ki imajo posledice poliomielitisa, in take stvari, ki si jih tle sploh ne predstavljamo. In oni v bistvu bi bili pa hvaležni, no, če bi bilo cepljenje za njih dostopno, no. Jaz pa tudi z te strani gledam, ne. Iz našega obilja in tega, kako to samoumevno jemljemo in kar razvijamo nek odpor. Ravno zdaj pred 3 tedni približno v Srbiji, ne, bil primer otroka z tetanusom, ne, ponovno, ki je hospitaliziran v enoti intenzivne terapije. Tudi v Sloveniji smo imeli en tak primer, to je bilo leta 2016. Oba ta primera pač pri otrocih, ki jih starši niso dali cepiti, ne. Kje pa v bistvu vidite, kaj je družbo zdaj pripeljalo do te večje zadržanosti do cepljenja? Ko govorimo o otrocih, ravno ko sem razmišljala o tem, kaj se bomo danes pogovarjale, sem pravzaprav prišla do tega, da se mi zdi, da v zadnjih letih moram starše pohvaliti. Te mlajše generacije staršev se mi zdi, da so vendarle zdaj v tem času po covidu nekako, je vsaj moj vtis ta, da so si vendarle malo bolj podrobno prebrali stvari, da so malo bolj razmislili. In zdaj je pri nas prav ta želja staršev, da bi otroke zaščitili s cepljenjem, velika. V bistvu vprašajo, redko kdaj se moramo pogovarjati v smislu nekega prepričevanja. V bistvu večkrat naletim na vprašanje, kaj še je na razpolago, kaj vi priporočate, tako da se mi zdi, da so te malo črni časi, no, ko smo jih nekaj časa imeli, pa se mi zdi, da je bilo še nekako najslabše
v času, ko smo se ukvarjali tudi s COVID-om, takrat je nekako bila ta zadržanost velika, ne. Morda v povezavi z nekim nezaupanjem v zvezi s ukrepi na ravni države, na ravni sveta, tudi nezaupanjem v zdravstvo, ker nekako vsi skupaj nismo vedeli dobro, kaj se dogaja. Tako da še vedno je pač en določen procent staršev s temi strahovi, ampak se mi zdi, da je prav v zadnjem času tega vedno manj, tako da me zelo veseli, da je to. Zato, ker pravzaprav podatki NIJZ so pa kar taki malo zastrašujoči, ne. V bistvu recimo, če pogledamo 6-valentno cepivo, bilo približno 95% pokritost med otroci, potem je pa tisto leto takoj po covidu za 10% padlo, ne. V bistvu tam iz 95 na 86 in zdaj počasi plazimo gor, ampak pravzaprav so zadnji podatki, da je precepljenost okoli 90%. Ja, saj tudi, če gripo pogledaš, ne, v primerjavi z drugimi evropskimi državami, smo mi kar slabo. Zelo. In v bistvu se sprašuješ, zakaj. Jaz dostikrat naletim na kakšne argumente, v smislu, pa sej nikoli nisem imel, pa nikoli ni bilo nič hudega, ali pa sej bila sam gripa, pa je šlo mimo, pa sem imel par dni vročino, pa je bilo v redu. Tudi zaradi, ne vem, pri tetanusu, vse smo bili tokrat cepljeni, že na nič hudega, kot sem se pa že vpraskal, ne. Dokler enkrat pa se ne zgodi nekaj, no. Jaz sicer, ne vem, pripisujem te dvome ali pa tako, še sploh glede drugih cepljenj, ki jih priporočamo, majčkeno ljudje izražajo skrb pred tem, da bi s cepivom kaj škodljivega vnesli v telo. Majčkeno se mi zdi, da vsem tudi ta dostopnost informacij ali pa če rečem dezinformacij mogoče na spletu, ker ljudje iščejo podatke pač na raznih spletnih straneh, ki mogoče niso verodostojni viri. Brskalnik, veš, da ti potem ponuja ene in iste stvari in hitro padeš v ta cikel nekih teorij zarot lahko, ne. In v bistvu me čudi, da, ali pa me tudi mogoče ne, da ne pridejo potem po razlago k svojemu zdravniku s temi svojimi dvomi, a ne. Mislim pa, da je tle tudi, da smo kot zdravniki majčkeno izgubili zaupanje, no, ljudi. Čeprav javnomnenjske raziskave ne bi tako kazale, no. Ampak od te pandemije naprej majčkeno je dvoma vse nas, a ne, da imamo mi vsi neko agendo mogoče v zadnji in Bog ve, kaj si želimo, ne. Tako da to je meni škoda in mi je žal, ker se mi zdi, da z enim takim poglobljenim pogovorom, razlago, mogoče človek razmisli, dobi pametne informacije in se pol lahko odloča, ne. Sploh se mi zdi hecen argument, ki ga dostikrat slišim, da vneseš kakšno, ne vem, živo srebro ali pa aluminij, a ne, ker ljudi zelo strah. To so tako majhne količine, ki ne povzročajo nobenega dviga teh kovin v krvi, a ne. In mogoče se mi zdi tako kar malo dvolična ta izjava, glede na to, kako živimo, ne. Kadimo, pijemo alkohol, jemo slabo hrano, hodimo na geliš nohte, na botoks, na filerje, barvamo lase, a ne uporabljamo kozmetiko, kremice. Tam se noben ne vpraša, ne, ali pa prehranska dopolnila, ne, nazadnje. Ki so na razpolago vsakmu in jih ljudje, se mi zdi, v Sloveniji kar z veseljem kupujemo, no, tako. Tukaj. Ja, to je ena zadeva, ne, druga pa se mi zdi, da se ljudje ne zavedajo, da tudi, če nastanejo kakšni stranski učinki, ne, da so v bistvu te stranski učinki, neželeni učinki, bistveno hujši, če zbolimo, ne, za samo to boleznijo, ne. Da je res na nek način pomanjkanje znanja, ne. Ja, se mogoče premalo tudi o tem govori že v bistvu v samem rednem izobraževanju. To mogli res že v vrtcu, v osnovni šoli začeti ponovno razlagati. To neko osnovno razumevanje pač teh stvari, no. Da manjka. Pa tisto, kar sem jaz videla, so tudi malo, kako bi rekla, ena okolja, ne. Ena okolja so zelo, zelo odprta za vse te ukrepe, ena pa pač ne, a ne, in jaz zato vedno starše vprašam, kadar naletim na starše, ki glede cepljenja skrbi, jih vprašam, kaj vas skrbi, ne, in potem se nekako lažje začnemo pogovarjati, a ne, tako se mi zdi, da če nekako pristopimo v smislu enega dialoga, potem se lažje zmenimo na tak način, da je pač rezultat za zdravje dober, a ne, če nekako hočemo nastopati iz enega tazga vzvišenega, vsevedenega položaja, to ni okej, ne, zaradi tega, ker je tam takoj nekako obramba, odpor, neka borba proti sistemu, borba proti nam, borba proti zakonom države in tako naprej, ker
tukaj ne bi smelo Ja, biti. kada ne razumemo, da je naš namen partnerstvo, ne? Da je od vseh naš namen, da je za človeka dobro poskrbljeno, da mi nimamo nobenih slabih namenov in da razumemo tudi strah in skrb, a ne? In da smo zato tukaj, da na te strahove odgovarjamo. No? To je naša naloga. Pa človek se še vedno odloča. Kako je pa recimo pri odraslih bolj, ne, to otroci ne sprašujejo, pa tudi zdaj nimamo mRNA cepiv, ki so namenjeni za otroke, ampak kako je to recimo pri odraslih? Veliko prvo so ambulanti vprašanj o varnosti teh cepiv. Bilo je, pač v času pandemije je bilo zelo veliko teh vprašanj in skepse, a ne? Češ, da ta cepiva res niso dobro preverjena in tako naprej, da je bilo to tako hitro proizvedeno, a ne? Tudi takrat je bilo zelo veliko teh vprašanj, zdaj ni več, je pa res tudi povpraševanja o cepljenju proti covidu vsak let manj, ne? Tako pač se vidi, da bolj, ko se oddaljujemo od te pandemije, od mogoče slabih izkušenj, ki smo jih videli okrog sebe, zgodb, ne? Manj je te nekako interesa, no. Mene recimo zelo zanima, kaj se bo zgodilo, ko bo naslednjo mRNA cepivo, ki ne bo pač COVID, recimo v tujini je že registriran proti RSV-ju, mRNA cepivo, kakšen bo takrat odziv, pa tudi zakaj se bojo pol rajši odločali, ne, za rekombinantno cepivo ali za mRNA cepivo, ker pravzaprav mRNA cepivo so bolj varna, ne, najbolj varna, ne. Ker nimajo nobenih bioloških primesij, ne, ravno biološke primesij so recimo razlog, da se ljudje toliko bojijo, ne, kaj se zdaj vnašajo v telo in tudi pač mRNA cepivo. Saj mogoče tukaj bi bilo narediti veliko ene edukacije, no? Da mi vsi dobro razumemo, da naši bolniki razumejo, kako ta cepiva delujejo, a ne, varnostne profile vnutri, da bi to na nekem širšem, se ne vem kako, ampak... Ja, samo kje bi zdaj to edukacijo začeli, na katerih nivojih, ne? Tisto, kar sem jaz videla, vsaj pri nas starši niti ne sprašujejo tako tehnično, ne, kako je izdelano neko cepivo, pa da bi se recimo pogovarjali po skupinah cepiv, katero je bolj varno, manj varno. Še o tem se niti ne pogovarjamo, živih, neživih ali kaj takega. Ampak tisto, kar sem jaz videla, da jih najbolj zanima, recimo to jim vedno povem, a sem jaz cepljena, da sta bila moja otroka vse cepljena. To se mi zdi, da jim veliko pomeni, ne. Jim pomeni, da jaz sama verjamem v varnost cepiva in da ga jaz tudi uporabim kot uporabnica, ne samo kot nekdo, ki ga svetujem njim, a ne. Tako se mi zdi, da tukaj sploh pri cepivih, jaz v pediatrični ambulanti delam že zelo dolgo, ne, in dalj, ker delam, bolj imam nekako občutek, da niti ne gre za neke take tehnične, strokovne zadržke, ampak da gre za nekaj globjega pri tistih, ki so nasprotniki cepljenja. Zaradi tega, ker te tehnične, objektivne zadržke skrbi je zlahka ovreči, a ne, z člankov, raziskav vsega je bilo narejeno veliko, a ne, tako da na tem, bi rekla, strokovnem, tehničnem nivoju zelo hitro lahko priješ do konca, ampak tisti, ki se boji cepljenja, tisti, ki ne bi želel, da je njegov otrok cepljen ali pa da je on sam, tisti bo na koncu še vedno rekel, rajš ne, a ne, tako da jaz mislim, da je tukaj ena taka čustvena bariera bolj pri marsikom, no, tako da tisti pa rabijo pač čas, a ne. V našem primeru je tudi ta osebna izkušnja zdravnika, ne, da si pravzaprav ti empatičen, ne, da te res ravno tukaj, da se spustiš, da nima bolnik občutka, da si ti tle nekaj nad njim, ne. Da razumeš to stisko v bistvu in saj pač a ne. Če ne veš veliko o eni stvari, te je pač lahko strah, ne. In je to čisto normalno čustvo in pač je za spregovoriti o tem in nasloviti ta vprašanja, no. To je osnova. Pa me pa mogoče še zanima, ne, eno cepivo, nekaj pravzaprav za pediatrično populacijo, pa tudi za mlajše odrasle, pa tudi še za nekatere malo starejše, HPV. Glede HPV-ja se mi zdi, da se je res zgodil en velik premik, ko smo zdaj spremenili komunikacijo, a ne. Dolgo časa je bilo nekako v vseh razlagah, da je to dobro zato, da ne bo raka na materničnem vratu, a ne, in je dejansko nagovarjal samo del populacije. Zdaj, ko nekako nagovarjamo vse, a ne, ko smo vendarle začeli razlagati in smo povedali, da je to okužba, ki je povezana z nevarnimi vrstami raka na mestih, kjer jih nihče ne želi imeti, a ne.
je zdaj, se mi zdi, popolnoma drugačno. Pri nas je zelo, zelo velik premik v plus, zelo veliko fantov se odloča za cepljenje. Srednješolci, tisti, ki še niso bili cepljeni, sami povejo, si želijo se pocepati. Pri zelo veliko mladih fantih in dekletih, tudi po 15. letu zdaj pač speljemo cepljenje na njihovo željo, na željo staršev. Tako da tukaj se mi zdi, da se je res videlo, da ta komunikacija, da je to samo nekaj proti raku na materničnem vratu, to ni bilo okej, ne. Tako. Jaz sem sploh mogoče majčkeno pristranska tukaj, tudi kad mama, imam 2 fanta in se mi zdi, da je to nekaj, ker ne vem pravzaprav, kako je to lahko šlo skozi, ne, kako je možno, da je bilo neka zaščita, v bistvu, ki je proti težkim boleznim na razpolago samo za polovico populacije. Ne. Kako se je to sploh lahko zgodilo? Ne? To mi nekako ni jasno. Ne. To je nekaj, kar se po mojem ne bi smelo zgoditi. Ne. No, zdaj zadnja leta imamo na voljo tudi za fante to cepivo. Ne? In tudi je pravzaprav kar lep porast. No? Tam je začetnih 6% dečkov, ki se jih je cepilo, smo zdaj že tam na približno 25. Ne? Je pa spet zanimivo, ne? Proti HPV ima Norveška 90% deklet precepljenih. Ampak kaj pa ti misliš, zakaj so take razlike med državami? Jaz mislim, da Skandinavci oziroma Severna Evropa pač čisto drugače to gledajo, čisto drugače to sprejemajo, ne. In svoje pač zdravje in tudi drugačno edukacijo imajo, ne. Oni so pravzaprav naprej v preventivi tudi, ne vem, kardiovaskularnih bolezni, kar se tiče prehrane, in mislim, da je tukaj isto za cepljenje. Oni imajo tudi 80% precepljenost proti gripi, ne. To je čisto normalno, da pač se začne sezona in da se grejo cepati proti gripi, ne. Pri nas imamo pa pravzaprav problem tudi med samimi zdravstvenimi delavci, ne. Pri nas je precepljenost proti gripi izjemno nizka, ena nižjih v Evropi, ne. Jaz sem optimistka. Jaz mislim, da smo mi na isti poti, samo mogoče me počasneje. Caplamo, ampak sigurno bo. Jaz mislim, da to, ne. Zdaj, ko smo vendarle naslovili oba spola, ne, ko smo povedali, da so to okužbe povezane z raki v ustni votlini, anusu, spolovilih obeh spolov, jaz mislim, da se je tukaj res to zelo spremenilo. No. Tako da jaz mislim, da se je to zgodilo prepozno, ne, da bi že prej morali to komunikacijo spremeniti v tem smislu. Ne. Je pa v bistvu kljub tej nizki, no, recimo rečemo 50% precepljenosti, so pa letos tudi objavili naši strokovnjaki v Lancet reviji, v bistvu, da je vseeno pojavnost teh sprememb CIM2+, ne, ki so najbolj nevarne, se pravi predrakavih sprememb v primerjavi z tistimi generacijami, ki še niso bile cepljene, padla pa za 42%. Ne, tako da v bistvu že ta precepljenost varuje. Ne. Mogoče tudi take informacije bi mogle priti nekako širšo javnost. Ne. Ampak vseeno, precepljenost je slabša, ne, to si moramo priznati. Zdaj, s katerimi boleznimi se recimo kaj več srečujete zdaj v zadnjih letih? Misliš s temi, ki bi jih lahko preprečili? Ja. Zdaj pri otrocih so najbolj, se mi zdi, tisto, kar nas nekako straši, so izbruhi ošpica, ne, tudi v naši okolici. Smo jih imeli ravno tako pri družini, kjer pač otroci niso bili zaščiteni s cepljenjem, ne. Tako da to je tisto, recimo, ki je najbolj, tako bom rekla, blizu, ne. Mi si pediatri zelo želimo zaščite proti respiratornem sincicijskem virusu, ne. Ker so to težke oblike bronhiolitisa, sploh pri tam malih otrocih, tega je kar veliko, ne, se tudi žal jih kar nekaj rab, zaradi tega hospitalizacije, veliko obiskov, tako pri nas, veliko otrok rab podporo s kisikom, ne, za en določen čas, tako da jaz mislim, da to je tisto, recimo, kar si nekako najbolj želimo. Tako da to verjamem, da je ena taka zaščita. Zdaj se mi zdi, da so noseče mamice to kar lepo sprejele.
to možnost zaščite, ki jo imajo zdaj. Tudi se mi zdi, da sprva je bilo nekaj odpora proti cepljenju proti davici, tetanusu pa pertusisu v nosečnosti, ampak zdaj se mi zdi, da so mamice kar skrbne, vprašajo, če je to vse, za gripo vprašajo, tako da se mi zdi, ravno potem imam jaz nekako tako občutek, da se je vendarle malo premaknilo, način komunikacije malo drugačen. Ja, zavest. Da lahko zaščitiš svojega otroka že prej, preden se rodi, a ne? Mislim, da tukaj, Pa se ti noseče mamice, tudi vas pri pediatri, ko pripeljejo pač noseče svoje že rojene otroke, posvetujejo? Ja, velikokrat vprašajo, tako se kdaj tudi mi spomnimo, rečemo, a so vam ponudili, ne, ker čisto tako samo po sebi v vseh ambulantah ni, ne, da jim to ponudijo, tako da kdaj tudi mi malo počekiramo. Pa nekako znali. Tudi, kadar ni, ne, kadar smo, ne rečem, če ni take gneče, da ti res vse gre mimo, ne, pač bi si želeli imeti manj gneče, da bi bili bolj pozorni, pa da bi sistematično to nekako ponujali. Jaz se probam spomniti, kadar vidim trebušček, pa rečem, poprašam, ne. Tako da ja, tudi včasih same pokličejo, pa vprašajo, no. Tako da tukaj se sprašujem, če bi bilo res mogoče na nivoju teh ambulant za vodenje nosečnosti, treba že takoj, ko dobiš materinsko knjižico, še zraven mogoče tale tak, da mamica ve, a ne, za to cepljenje, kje se lahko naroči, a ne, koga ne pokliče, zakaj je to dobro, a ne, ker lani je bil blazen porast pertusisa, no, tako. Takrat sem se tudi jaz boostala pol, da ne bi zbolela, ker smo imeli non-stop bolnike, no, pa tudi svojo družino sem ponovno pocepila, ker se mi je zdelo, pač, da je to dobro, no. Norice, tudi pri starejših vidimo, včasih pridejo klopni meningoencefalitis itak, a ne, smo na takem področju. Čeprav tukaj mislim, da se ljudje malo več odločajo, no. Sploh zdaj, ko je bila ta možnost, da imaš zastonj cepivo v določenih letnikih, a ne. Ja, saj za klopni imamo pravzaprav pa res dobre podatke, ne, ker prej otroci praktično nič niso bili precepljeni, zdaj odkar je pa možnost cepljenja otrok v starosti 1 leta, je pa ocenjeno, da je v bistvu že 30% teh generacij, recimo leta 20 rojena, da je precepljene, ne. V nasprotju z odraslo populacijo, ki je pa menda približno 6, ne, stremni odmerki, 6% samo, ne. Tako da ja, zdaj novost je, da se lahko odrasli, rojeni med letom 1970 pa 1980, tudi cepljene za prvimi 3 odmerki. Pa tudi recimo zdajle, ko je prišlo ven, da je možnost cepljenja zdaj s valentnim tem pnevmokoknim cepivom, dobimo kar nekaj klicev, no. Tako da smo bili presenečeni, nam je zmanjkalo cepiv in smo mogli zdaj novo naročiti, tako da v bistvu tako zelo zadovoljni, no. Ja, to je tudi v bistvu novost že od januarja, ne, ampak 27 valentnim je zdaj pa še odrasli. Super. Ja. Ja, pri nas tudi s tem sploh nimamo težav, recimo klopni meningitis, nikoli ne rabimo niti spomniti ali pa kaj, ker je, mi smo na področju, kjer je klopnega meningitisa veliko in starši sami vprašajo, tako da se mi zdi, da tle za klopni meningitis je zanimanje veliko, precepljenost dobra, tako. Kako pa ti recimo, kaj ocenjuješ breme RSV-ja pri odraslih? To pa težko, ne vem, v bistvu jaz to ne bi znala ti povedati. Vidim, da dosti včasih se zgodi, no, pri kakšnih takih dolgotrajnih pač virozah, pa s hudim kašljem, ker res oni drobni piskci tam na koncu, ne. Ampak nisem nikoli toliko pozorna, da testiramo, pa mi ne. Imamo te teste, no, na voljo, ko so vse 3 zraven, ne. Gripa, RSV pa COVID. Tako da, če ocenim, ne vem, nekdo, da pričakujem, da bi lahko imel težek potek ali kakorkoli, kakšen bolnik s kroničnimi boleznimi, takrat naredimo bris, drugače pa ne, no. Tako da v bistvu jaz ti to ne znam odgovoriti. Mislim, zdaj iz tujine, še mi za Slovenijo pravzaprav nimamo nobenih podatkov. Jaz pojma nimam. Daj ekstrapolirati iz enih tujih študij, pa imamo recimo 500 hospitalizacij odraslih, ne. Sam vemo pa, ne, da pač otroci prinesajo odraslim, ne, da pravzaprav so otroci, včasih hecamo, ne, so zlati prinašalci, ne, in pnevmokokov in RSV-ja, ne. Ja, se dostikrat povejo, da je otrok v vrtcu zbolel, pa smo še mi, ne, pa tako.
Čeprav moram biti malo odvetnica otroka, ne vedno je nekako ta predpostavka, da so otroci tisti, ki so vira, ne. In tudi recimo, ko se dojenček rodi v družino, se vsi bojijo obiskov otrok, a ne samo vse stare tete pa tete, pa vsi lahko pridejo, vsi dojenčka iz rok v roke, sploh ni problema, ne. Tako da to ni čisto tako res, da so vedno in samo otroci vir prenašanja okužb, ne, respiratornih, tako da. Ja, za določene okužbe, recimo hemofilus influence, ne, je bil pa zelo očiten upad v odrasli populaciji, takrat, ko se je pač začeli otroke cepiti. Tudi, kar se meningitisa recimo tiče, smo ga še redko kdaj pa odraslih srečajo. Ja, mogoče še malo se jim precepljenost zdravstvenih delavcev. Mene to vedno zanima, kako vidite, da bi v bistvu dosegli čim boljšo precepljenost? Kakšne kampanje bi kaj organizirali? To pa. Da se vmetla za gripo, nekaj imamo zakonsko urejeno, kar se tiče pač ošpic, hepatitisa B, ampak gripa naprimer. Ker to je lih populacija, za katero pričakuješ, da je najbolj ozaveščena o tem in kaj to pomeni, ne? Ampak kot kaže, temu ni tako, no. Ne vem. Jaz mislim tudi tukaj, jaz sem nekako tako pristaš te soft pristopov in se mi zdi, da tudi tukaj mogoče, da bi mi, ne vem, zdravniki poudarjali bolj mogoče pogosto v formalnih in neformalnih pogovorih, da se zaščitimo, zakaj se zaščitimo. Ker včasih se mi zdi, da mogoče ravno ko govorimo o medicinskih sestrah, mi nekako predpostavljamo, da one vejo, vse, pa ne vedno, jaz sem v naši hiši, tako se mi je zdelo, da so vse sestre dobro obveščene in tako, ampak sem velikokrat naletela recimo v zvezi s pnevmokoknimi cepivi, tako na presenečen pogled, joj, a res, pa ne govorim zdaj v zadnjem letu, dveh, ampak mogoče par let nazaj, a tudi svoje starše jaz lahko zaščitim, ne, in jaz sem vedno tako odprla oči, joj, kako pa, da ta sestra tega ne ve, ampak potem sem videla, da je vseeno morda krivda na naši strani, morda si vseeno nismo vzeli dovolj časa, mogoče nismo organizirali kakšnih internih izobraževanj, posebej namenjenih vsem, da smo pravzaprav kar predvidevali, da vejo, ali da bi morali vedeti, ali tako nekako, Dostikrat je to tudi, se mi zdi, tista sfera, kar ste vedno želeli vedeti, pa si niste upali vprašati, Nekdo, ki dalj časa dela v zdravstvu, pač tukaj v naši deželi je ta scena, malo, da se kaj ne upamo vprašati zaradi tega, ker se bojimo, kaj si bojo pa mislili, da jaz tega ne vem, Tako da mogoče pa čist na tak način, da bi mogoče prav organizirali za sodelavce, za sodelavke ena taka kratka izobraževanja, se ni treba, da so to celodnevni seminarji, ampak mogoče. Ja, pa tudi poudarek mogoče na te odgovornosti, ki jo imamo kot zdravstveni delavci, ne samo, da sebe zaščitiš, da ne boš, ne vem, hudo zbolel ali pa da ne boš manjkal, ampak tudi odgovornost do naših bolnikov, ki so res ranljivi in pač mi z njimi delamo in to prenašamo in to res v bistvu je lahko zelo hudo, Pa tudi odgovornost do domačih, Mislim, tudi se nihče, samo vsi mi si želimo, da naši domači zdravi ostanejo, Tako se mi zdi, da včasih to je tudi eno tako dobro prijemališče, zdaj ta kolektivna odgovornost malo umira, ampak tako sem videla, da je včasih boljš na te osebne gumbke. Mikrookolje, lahko obvladuje. Da smo nekako vsi bolj ranljivi ali bolj občutljivi, ko rečeš, pa saj si ne želite tega domov prinesti, pa tako, kaj se to pa res ne. Ker vse polkajšnji rečejo, pa saj lahko se oni cepijo, ampak tudi za poudarek, da mogoče starostniki imajo slabši imunski odziv, in da je prav, da mi poskrbimo za njih, tako kot so oni za nas, ko smo bili majhni, mi pa zdaj naprej lahko damo to. To se mi zdi zelo lepa razlaga. Cepljenje odraslih je bilo dolg časa pravzaprav dosti zanemarjeno. Zdaj se je začelo v zadnjih letih več o tem govoriti. Zakaj ti misliš, da se je manj govorilo kakor o cepljenju otrok? V bistvu ne vem, kje so razlogi za to, ampak pač pri otrocih je tako, da imajo res, mislim, je tak tudi način dela, ker je sistematika, takrat pogledaš dojenčka in tudi spada znotraj tega cepljenja,
Pri nas je delo majčkeno drugače organizirano in zdaj tudi, ko so to velike obremenitve, v bistvu se zelo veliko s kurativo ukvarjaš, manj s preventivo, kar je slabo in žalostno, ne. Mogoče tam, kjer so referenčne ambulante, da bi lahko sestra sistematično, ko prideš, pogledala, si cepljen, predlagala, ne, naredila en edukativni pogovor, pa usmerila pol k zdravniku na cepljenje. Tako da, jaz mislim, da je bolj zaradi tega same organizacije delano tako. In mislim, da tukaj bi bilo pa res fino, če bi naredili en korak naprej, da bi to malo drugače zastavili, ali pa tako sem prav malo razmišljala, se nekaj, da bi bil kakšen telefon, tako kot je onkofon, da bi bili neki prostovoljci, ki bi bili podkovani strokovno z nekimi informacijami, da lahko nudijo daljši razgovor glede tega cepljenja, da človek lahko razmisli, da mu sheme razloži, da mu pove malo, kako deluje cepivo, kaj so pričakovani stranski učinki in kaj narediš, ko cepiš s tem dobrega. Da bi te informacije bile dostopne, da bi pač vi imate cepilni center, ki je zelo obremenjen, ampak da bi se mogoče podobni organizirali tudi na primarnem nivoju, da bi majčkeno razbremenili ambulante, ki so pač zasute, ali pa tudi recimo v Ameriki, to, kar se zdaj pogovarjate pač za lekarne, v Ameriki pa prijateljica rekla, da pa kar v nakupovalnih središčih, ne. Slovenci radi hodimo, ne, tako da mogoče, če bi bilo zelo enostavno, ko greš tja, da imaš pač dneve, ko so tudi cepilna mesta in imaš možnost se cepiti mimogrede, ne. Čeprav tudi cepljenje proti gripi v lekarni, ne, se mi zdi velikokrat, ko prideš v lekarno, ne, vidiš ljudi, ki pravzaprav pridejo tja, pa se pogovarjajo, ne. In da tudi nekako za farmacevte zelo dober nivo zaupanja, ne, vzpostavljajo. Tako da mislim, da bi en del populacije se sigurno tudi tam precepil. Včasih je lažje priti do lekarne, kakor to do svojega izbranega zdravnika, ne. Ja, pri nas so to, ali smo v zdravstvenem domu zelo, se mi zdi fino rešili, imamo cepilne dneve, ne, ki so objavljeni ob sredah popoldne in takrat cepijo vse, ne, gripo, pnevmokoka, tudi covid, takrat zraven, pa v sezoni. Ja. Da se ve, ne. Ja, in treba naročati? Ne, samo objavljeno je, kateri dnevi in pač za odrasle večinoma otroke, večinoma pocepimo mi sami. Ampak je zelo dobro obiskan in to nekako se zelo uveljavlja. Se mi zdi, da to razbremeni ambulante. To razbremeni, plus če je enostavno, ne? Da se ni tega klicati, naročati, ne? Da ti lahko prideš pa opraviš stvar. Ker itak smo vsi v hitenju skozi in če imaš enostaven dostop, bo sigurno več. Plus cena, ne? Ja, pa v manjših ambulantah je že ta logistika problem, ne, pač hranjenje cepiv, pripravljanje cepiv, ne, če so pa tam pač določen dan so sestre, ki samo to pač delajo takrat v bistvu tisto količino cepiv, ki jo rabijo, tako da to nekako se mi zdi lažje za vse, ne. S katerim pomislekom se pa najpogosteje srečate pri recimo starših, ki nočejo cepiti svojih otrok, pa po drugi strani ti pri kakšnem odraslem, ki mu priporočaš Ravno to je zanimivo, da se pravim, jaz jih vprašam, kaj vas skrbi. In dejansko redko kdaj pridem do enega konkretnega pomisleka, a ne, da bi bilo to, ne vem, vpliv aluminija ali nekaj takega. Ne, en tak strah, en zadržek, ki ga imajo nekako v sebi in ki ga ne znajo čisto dobro argumentirati, a ne. Tam nekje pridemo do tega, da so veliko prebrali ali pa da so jim različni povedali ali pa da so od nekoga slišali, ampak potem jaz si vedno želim tako iskreno si želim izvedeti konkretnega pacienta, ki je imel konkretno težavo, ampak takrat tam do tja nekako ne pridemo, ne? Ampak je en tak nedoločljiv strah zadržek, ne? Tako da se pravim, jaz nekako že začnem, ko je pač tisto prvo cepljenje na sporedu pri 3 mesecih, jih vprašam, kaj želijo od cepljenja. In že to ponovadi tako malo presenečen pogledajo, ker pričakujejo, da bom rekla, to pa to moramo cepiti. Ne? Ampak se mi zdi, da na tak način malo olajšam ta prehod, odločitev, da to ni nekaj, kar jaz zahtevam ali kar nek zakon zahteva, ampak da imajo oni tudi tukaj neke besede, da se lahko pogovorimo o željah, a ne, in se mi zdi, da na tak način gre lažje. Ampak prav res, zato sem nekako prišla do tega zaključka, da je vendarle nekaj drugega, ker ne slišiš enih takih zelo argumentiranih, določenih strahov, ne,
kaj točno je tisto, kar bi jih skrbelo. Ne? Tako da. Pa je podoben pri odraslih. Ja, pri nas pa so tudi kakšni konkretni strahovi, no, pa tudi zelo poglobljena, taka pa težka vprašanja, na katera tudi jaz ne znam odgovoriti, zelo specifična tako. Tega sicer ni veliko, ampak pridejo s takimi skrbmi. Včasih pač rečejo, da se jim ne zdi potrebno, da imajo dober imunski sistem, da pač bojo že to premagali, kar bo prišlo, a ne. Pa strah pred kakšnim zapletom, no, tako. Pa se pa kaj pogovarjate o teh razlikah med boleznijo pa cepljenjem? Se pogovarjamo. Včasih, jaz vedno rečem, razmislite, se to ni zdajle treba takoj. Jaz mislim, da je dober, ne vem, jaz sem cepljena, moji so cepljeni, priporočam care, a ne. Probaš obrazložiti pač, ali pa nasloviti tiste strahove, pa pač pustim. Pridite, če boste razmislili, če se premislite, se oglasite. In toskrat se izkaže, da pač pol razmislijo, se doma pogovorijo tudi, sploh če so kakšni starejši, želijo se doma mečkam pogovoriti s svojimi otroki in pol pridejo pač se cepati. Tako. Te informacije, ki jih pa iščejo ljudje, pa v kakšni obliki se vam zdi, da je najbolj, da jih dobijo? Pa pogovora ne moramo vedno dati, ne? Ampak kaj da bi bili to, tako kot podcasti, neke QR kode, brošure? Ja, mislim, brošure so že fajn, ne? Pa tudi recimo tako, kaj je za HPV-una knjižica, ki je online fulušna, pač tako za mlajše, mogoče populacije, za starejše brošure. Ja, najbolj je pa pogovorno, se mi zdi. Zato sem malo tudi v smer tega telefona malo gruntala, če bi to bilo možno. Ja, jaz tudi mislim, po spletu tako poiščejo sami, ne? Ampak ta pogovor, tisto, ko vidijo dejansko, kakšen je tvoj osebni odnos, to se mi zdi, da je pa pol na koncu zelo odločilno. Pa do vprašanja lahko daš, pa v bistvu je živo neki, ne? Pa dejansko to se tudi meni najbolj obnese, da jim rečem, razmislite, ko boste želeli, če boste želeli, pridite, ne, pa večinoma pridejo. Pač nič ni obveznega, ne. Vsako zdravje od vsakega posameznika je v njegovih rokah in z njim lahko dela, kar želi. Ne. Mi smo samo tukaj, da svetujemo, priporočamo na podlagi pač nekih izkušenj in znanja. Hočemo samo dobro, a ne, in pol pač kar se zgodi. Pri nas se velikokrat zgodi tako in se mi zdi to tako zelo lušten in kako bi rekla, pomirjujoče, da velikokrat pridejo pol, ki so večji sami, ne. Eni že po 15. letu, velikokrat, zelo velikokrat pa po 18. letu, ne. Tam, ker so imeli recimo njihovi starši ene zadržke, pa pridejo sami pa rečejo, da bi se pa rad cepil, ne, pa pač nadoknadimo, kar lahko. Tako da teh sem zmeraj tako zelo vesela, ker tako razumejo. Nikoli nisem doživela, da recimo, da bi kritizirali svoje starše, da bi rekli, zakaj me niso cepili, a ne. Nekako razumejo njihove strahove, ampak rečejo, zdaj sem se pa jaz odločil, kako luštno. A imate še kaj za dodati? Mislim, sem kar vse pa predebatirali. Kakšno sporočilo? Ne, jaz nekako vseeno verjamem, cepljenje je zgodba o uspehu, a ne, zdravstva globalno, sigurno, ne. Mogoče se tega, tako kot smo uvodoma rekli, tukaj v razvitem svetu, ki nam je fajn, pa ki smo nekako navajeni tega, da smo zdravi in se ne nalezamo nevarnih bolezni drugače, ampak vendarle to je zgodba, ki se bo nadaljevala na tak način z novimi tehnologijami. Sigurno bo to še lažje in boljše, ne, saj tudi pri otrocih imamo zdaj na novo to 4-valentno cepivo, kjer je vključeno še zaščita proti noricam in to je sigurno ena dobrobit, ne, pač manj bomo imeli otrok z zapleti noric, pa istočasno to ni povezano z več pikanja, z več obiski in tako naprej, tako da jaz mislim, da se bo ta zgodba o uspehu vendarle nadaljevala. Saj, moje mnenje pa tudi, da je nekako preventiva res vedno boljša kot kurativa. Ta star zlajnan izraz, ampak jaz mislim, da je res, no. Ker nam je pač vedno žal, kadar vidimo, da je prišlo do enega nepotrebnega zapleta, pač mi te zgodbe bolj vidimo mogoče kakor splošna populacija in zato si toliko prizadevamo, da bi to sporočilo spravili, ne, do naslovnika, da bi razumeli, zakaj je pomembno cepljenje in kaj lahko s tem naredimo za svoje zdravje. Mogoče še kakšne so želje za letošnjo sezono, kaj bi odraslemu bolniku, kaj bi staršem svetovali?
Ja, jaz staršem vsekakor čim več na prosto z otroci, čim več gibanja zunaj, čim manj ekranov, da bi si čim večkrat vzeli čas za to in da bi nekako razumeli, kako zelo so pomembni za svoje otroke. Zdaj nas je nekako ponudba raznih dejavnosti nekako zavedla, da starši mislijo, da je dobro za otroke, da jih na veliko dejavnosti vozijo, ampak vendarle na tak način izgubljajo čas sami s svojimi otroki, pa pač tisti čas, ki ga lahko kot družina nekje na prostem prebijajo, pa naredijo nekaj za svoje zdravje in za zdravje otrok. Tako da. Super. Ja, jaz si želim, da nam čim prej zmanjka cepiv za gripo, ne? Da jih bomo dol naročili, pa za pnevmokoka, pol kasneje pa še vseh ostalih. In pač želim si, da bi bili naši pacienti čim bolj zdravi, no? Da bi nas čim manj rabili čez to zimo, brez kakšnih hujših zgodb, no? Ki pustijo pač sledi. Jaz si tudi želim, da bo čim manj huda, no, letošnja sezona gripe, ampak nikoli ne vemo, kaj nas čaka, pa ko vemo, da se je v Angliji v bistvu leta začeli že prej, pa kar hudo, kako bi vse pozvala, da se mi kot zdravstveni delavci in pač tudi vsem našim uporabnikom, da ponudimo pa omogočimo cepljenje proti gripi, to zagotovo, seveda poleg s pnevmokoki tudi, pa na RSV ne smemo pozabiti. Ja. Te indikacije za cepljenje proti RSV upam, da se bodo razširile tudi na odraslo populacijo, pa mogoče, da bi se celo zagotovilo financiranje iz obveznega zdravstvenega zavarovanja vse za določene ogrožene skupine. Hvala za ta pogovor. Hvala, mama.